Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, od parlamentarnih volitev je minilo že 29 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Najbogatejša država na svetu je ostala brez hrane za dojenčke. V ZDA, kjer 3 podjetja proizvedejo vso mleko v prahu, se soočajo s hudim pomanjkanjem hrane za dojenčke, potem ko je en proizvajalec zaprl svojo tovarno. Stvari so šle tako daleč, da so v New Yorku razglasili izredne razmere, iz Evrope pa z letali dovažajo mlečno formulo. 35 do sedaj prepeljanih ton zadošča za 15% vseh potreb. Če se v podsaharski Afriki počutijo malenkost privoščljivo, jim ne gre zameriti. Sedaj pa se lotimo 130. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, zakaj opozicija nagaja, kako konstruktivna naj bo opozicija. Slovenci so izrazili željo po drugačni politiki, naj se čim prej postavi nova vlada, imajo program, naj se začne izvajati, ocenjujemo jih po konkretnih rezultatih. Tako na Twitterju odhajajoči gospodarski minister, podpredsednik vlade in predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek. Kako konstruktivna naj bo opozicija, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, magister Bernard Brščič in Marko Pavlišič. Bernard, Marko, dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Bernard, koliko se ti strinjaš oziroma ne strinjaš s tem stališčem, ki ga je odhajajoči minister Počivalšek objavil na Twitterju? Ja, nisem čisto prepričan, da so si ljudje želeli bistveno drugačno politiko. Dejstvo je, da je Janševa vlada izvajala najbolj levo oziroma socialdemokratsko politiko, kar jo jaz spomnim v 30 letih. Se pravi, ne more biti problem v politiki, verjetno je problem v tem, da je šlo za plebiscit o tem, da Janez Janša ne sme dobiti še enega mandata. Ne nazadnje 70% volilna udeležba je pripeljala do tega, da je na oblast potem prišel nekdo, ki se človek lahko samo za glavo drži, kako je lahko levica se zedinila za človekom, ki mu ne moreš drugače reči kot elektrooligarh, daleč od kakršnih koli idej o enakosti, pač ne moramo biti enaki, če ima nekdo 45.000 bruto mesečne plače, besede so ga pa sam socializem. Skratka, jaz še vedno tudi po mesecu dni od volitev sem prepričan, da je šlo za neke vrste plebiscit o tem, ali se Janezu Janši podeli nov mandat ali ne, in da bi na volitvah zmagal tudi osel, če bi se zedinili mainstream mediji pa agencije za merjenje oziroma ustvarjanje javnega mnenja o tem oslu, da je to dober protikandidat Janezu Janši. Ja. Marko, enako vprašanje zate. Koliko se strinjaš oziroma ne strinjaš s tem stališčem Zdravka Počivalška? To, kar je gospod Počivalšek izjavil, je nekako všečna misel. Ne? Ja. Da pač dobili so mandat, ne imajo možnost to izpeljati, to se nekako sliši razumno. Ne? Moramo pa tukaj še dodati, da ni naloga opozicije, da izglasuje vlado in da podpre predsednika vlade in pač podpre ministre. To je naloga koalicije, ki se sestavlja in kolikor smo priča, se sestavlja kar v rekordno kratkem času. Danes je predlog že v državnem zboru, jutri ali pojutrišnjem ne bi glasovali o njem in potem pač predlaga ministre izglasuje in vlada stoji. Ne? Tako da tukaj govorimo o nekih rekordnih časih in to, kar si je gospod Počivalšek želel, bo pač očitno izpolnjeno. Tako da vse je okej. Ja. Če se malo spomnimo nazaj, kako je bilo po zadnjih volitvah, na katerih je SDS Janeza Janše premočno zmagala, Janša potem ni sestavil vlade. Imate vidva občutek, da Janša zdaj kaj manj nagaja v narekovajih ali bolj nagaja, kot je takrat po volitvah leta 2018? Jaz mislim, da ne nagaja, da sploh termin
opozicija in nagajanje v parlamentarni demokraciji je protislovje v izrazih. Parlamentarna demokracija je zato, da se znotraj nekega institucionaliziranega prostora soočijo različna mnenja in jaz mislim, da te napovedi recimo o referendumu glede zakona o vladi so popolnoma legitimne. Zakaj bi se morali strinjati politično v tem, da bo glede na število prebivalcev in Slovenija imela kar 20 ministrstev, tako rekoč prvak v Evropi, sosednja Madžarska naprimer ima samo 8 ministrstev. Mene veseli, da je zdaj, ko je SDS v opoziciji, zopet prevzela ideologijo vitke države. Žalibog, v času dveletnega mandata nismo slišali teh, oziroma saj ne implementacije zamisli o vitki državi. Drugače jaz moram reči, da se osebno zelo strinjam s tem, da so predlagana 4 nova ministrstva čista katastrofa. Dejansko se javna uprava pod to bodočo vlado zgolj krepi. Zakaj potrebujemo Ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost? To očitno vejo samo mesečniki. Gre za Ministrstvo za zgubljanje časa, podobno Ministrstvo za zeleno preobrazbo. Skratka, gre za popolnoma odvečno zamaščevanje državne uprave. Kot rečeno, je pa žal tako, da vsaka vlada, ki se konstituira, če tudi ima v predvolilnem programu neke ideje o vitki državi, da ko so na oblasti, naprimer, tega ne izvajajo. In to velja žalibog tudi za Janševo tretjo vlado. Spomnimo se samo nesrečne vzpostavitve službe za digitalno preobrazbo. Se pravi, namesto da bi šli v deinstitucionalizacijo, v institucionalno hujšanje, se javna uprava zadnjih 30 let samo debeli. Marko? Mislim, zdaj ali nagaja ali ne, vsekakor jim je dalo malo več dela, kot bi ga bilo sicer, ampak to je dejansko naloga opozicije. Saj ni naloga opozicije, da zdaj drži štango vladi. To velja v nekih drugih sistemih, v demokratičnih sistemih, ima pa pač vsak svoje mnenje in je prav, da ga opozicija tudi pove. Tudi poslovnik državnega zbora kar dobro opredeljuje to vrstne zadeve, s tem, ko so vložili recimo 30 zakonov. V resnici so morda za kak mesec odložili sprejem kakšnega zakona, ki ga bo, če ga bo predlagala vlada, ampak gospod Golob je napovedal, da oni ne bodo čakali sestavljanja vlade, da bodo že predtem vložili zakone v obravnavo, ampak od tega sedaj, od teh obljub ni še nič. Vložili so res za 2 zakona, mislim, da zakon o vladi in zakon o RTV televiziji, ampak ostalih, recimo zakon, tako napovedovan zakon civilne družbe o odpravi ukrepov prejšnje vlade, to pa pač še kar čaka. Tako da morda jim pa opozicija vseeno s tem nekako proba pomagati in pač jim proba olajšati delo, čeprav bodimo roko na srce, gre tukaj tudi za nagajanje. Tega jim ne proba olajšati dela. To je zdaj kontra temu, kar sta do zdaj povedala. Če naloga opozicije ni, se strinjam, da pač postavi vlado ali pa da pomaga vladi, potem verjetno opozicija ni vložila teh 30 zakonov, Marko, zato ker bi hotela vladi olajšati delo. Poslovnik tudi jasno opredeljuje, da če recimo opozicija vloži 5-krat isti zakon, če ga vloži tudi vlada, se bo vladni obravnaval kot drugi. Tako da tukaj nekega hudega nagajanja pač po poslovniku niti ni možno. In tudi je omogočeno, recimo, da se zakoni iz iste tematike, ki jih vložijo različni predlagatelji, njihovi postopki se lahko združijo in vse obdelaš na en korak. Tako da tukaj bo rekel, se malenkost pretirava s tem, koliko opozicija dejansko nagaja. Zdaj, Bernard, rekel si, da so bile volitve po tvojem mnenju referendum o tem, ali naj Janez Janša še naprej vodi vlado ali ne. A so bile potem tudi referendum o tem, kakšno vlado bomo dobili, ker zdaj, če bomo imeli posvetovalni referendum o tem, koliko pač naj ima nova vlada ministrstev, to nekako se mi zdi, vsaj do neke mere sovpada s tem, o čemer smo odločali na volitvah, ali se motim?
Ne, jaz mislim, da sigurno se na volitvah nismo odločali o tem, da bomo dobili ministrstvo za zgubljanje časa, kot je ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost pa za zeleno preobrazbo. Jaz mislim, da gre za zelo temeljno politično vprašanje, ali si državljani želijo zamaščeno državo z veliko ministrstvi, s fikusi, BMW 740D za nove ministre, ali si želijo minimalno državo, ki bo učinkovita, ki bo poceni. Treba se soočiti z dejstvom, da je trenutno javna poraba v deležu bruto domačega proizvoda kar 53,4 odstotna. Kje smo od referenčnih vrednosti 40 odstotkov, kot bi bilo za neko konkurenčno propulzivno gospodarstvo spodobno. Skratka, gre za kar relevantno vprašanje, ali Slovenijo si predstavljamo državljani kot državo z 20 ministrstvi. Jaz moram reči, da si je ne. Jaz si jo bolj predstavljam kot državo z manj kot 10 ministrstvi, učinkovito, minimalno državo, skoncentrirano v razumno pravosodje, v izgradnjo človeškega kapitala, z nizkimi davki, nizko javno porabo, skratka vse tisto, kar imajo države vzhodne Evrope, ki nas na veliko prehitevajo, naj bo to Latvija, Estonija, Slovaška, Poljska. Zakaj Slovenija nazaduje? Ravno zaradi takih idej o zamaščevanju države, o krepitvi ministrstev. Jaz preprosto ne vidim, kako bo ministrstvo za medgeneracijsko solidarnost povečalo blaginjo Slovencev. V redu, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako konstruktivna naj bo opozicija. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, kako konstruktivna naj bo opozicija. Marko, zakaj pri prejšnjih vladah nismo imeli debate o številu ministrstev? Misliš, da je to zato, ker je zdaj pač odstopa tako navzgor za 3 oziroma 4 nove resorje, ali so kakšni drugi razlogi po tvoje? Težko odgovorim na to, ampak če je bil zakon dober za prejšnje 3 vlade ali pa 4 celo, tako ta zakon o vladi kot zakon o televiziji Slovenije, je res to vprašanje, zakaj ni dober za to vlado. In nekega drugega razloga kot to, da si morajo podeliti dodatna ministrstva, dodatne fikuse, kot je bilo že rečeno, in s tem nekako nagraditi svoje, privržence. Si tukaj težko res predstavljam, ker s tem proračunska sredstva ne bodo nič večja, kvečjemu bo manj, zato ker se bo delilo na manjše kose. Zdaj ne vem, Bernard je že omenil, da je bilo fajn, če bi imeli manj teh ministrstev. Jaz se s tem strinjam. Če se lahko zmenimo okoli enomestnega števila ministrstev, mislim, da je potem lahko tudi eno, recimo, ministrstvo za svetlo prihodnost in srečo ali pa kaj podobnega. To bi lažje preživeli, kot to, da jih imamo 20, pa med njimi, bom rekel, 4 takšne, bolj rečemo, eksotične. Tako da upam res, da bojo znali to dobro razložiti. Nenazadnje je prav, da opozicija postavi to vprašanje, zakaj je potrebno to spremeniti, kar je ustrezalo recimo tako gospodu Cerarju, gospodu Šarcu, nenazadnje tudi gospodu Janši, kaj je zdaj drugače, da je treba to Janša je, mislim, da dodal eno, se pravi ministrstvo za digitalno preobrazbo. Sam ni ministrstvo. Je brez listnice. Služba je pa minister, ja. Tako da v bistvu član vlade je, ni ministrstvo, je pa član vlade. Koliko eksotično se vam zdi to služba za digitalno preobrazbo, ki ima ministra, ni pa ministrstvo? Mislim, kar nekaj, to je v bistvu
so same globalistične krilatice, zelena preobrazba, digitalizacija. To je v bistvu tako kot boj proti koloradskemu hrošču v času To se spomnim, socializma. ja, ta je bil hud boj. Ja. Skratka, gre za globalistične puhlice. Če temu dodaš še sporazum Svetovne zdravstvene organizacije, boš videl, da pravzaprav velike razlike med Janševo vlado in to zdajšnjo vlado pravzaprav ne bo. Upoštevajo, kdo so idoli tega bodočega predsednika vlade, se pravi trije jezdeci globalistične apokalipse, Greta Thunberg, Frančišek I in pa tretji je pa... Kaj je že ta, zdaj meni tudi iz glave skočil, ampak vem, koga misliš, ja, ta zagovornik. Yuval Harari, se pravi, Harari, intelektualni guru Klausa Schwaba, ne, se pravi, gre za čisto globalistično vlado, tako kot je bila prejšnja. Skratka, prav velike razlike, razen v retoriki glede zatiranja podjetništva, nekega socialističnega egalitarizma, pravzaprav ne bo. Zame bosta, kot rečeno, dva lakmusova papirja. Eno je to, vkolikor bo minister Poklukar že podpisal ta sporazum Svetovne zdravstvene organizacije o pandemijah bodočih, bo to dano z mize, ampak zelo verjetno bo Golob in tovariši nadaljevali to noro politiko podrejanja Svetovnemu ekonomskemu forumu in Svetovni zdravstveni organizaciji na tem področju, tako da pravzaprav velike razlike, kar se tiče tega, pravzaprav ne bo. Praktično imamo parlament, v katerem so prisotni sami globalisti. Tisto, kar pa mene vseeno malo preseneča, če se vrnem na prejšnjo temo števila ministrstev, je pa to, da tako malo številnega parlamenta v 30 letih nismo imeli. Golob ima izjemno udobno večino, če bi se tako odločil, bi lahko sestavil vlado samo z SD-jem in udobno vladal, odkot potem potreba po 20 ministrstvih. Meni popolnoma nepojemljivo, upoštevaje že samo njegovo priznanje, da pravzaprav v njegovi stranki novokomponirani Svobodi nimajo niti kadrov za zasedbo ministrstev, ne nazadnje niso bili sposobni niti imen vseh ministrov pravočasno navesti. Ja, saj to je bilo moje naslednje vprašanje, si me malo prehitel, Bernard, ampak nič hudega. Ravno ta dihotomija na nek način. Jasno je, da nastajajoča vlada ima problem, kadrovski problem, posebej pač nova stranka, ki to v resnici ni, se je nastala je pač pred volitvami in je v bistvu stranka Roberta Goloba. Po drugi strani pa tolikšno število resorjev. Nekako ne gre skupaj. Zdaj tudi, če vzamemo to v zakup, kar si rekel Marko, da pač morajo najti stolčke za vse pomembne, tudi pomembnih ni veliko, tako kot je rekel Bernard, se pravi, so tle Golob, Fajonova, Mesec, tudi če dodamo še politična zombija, mrteca, Bratuškovo pa Šarca, je to skup 5 ljudi. Skratka, ni treba priti do 21. Kako si vidva to razlagata, da v bistvu so šli v tako široko vlado, hkrati pa težko najdejo sploh ljudi za to vlado? Se ne gre samo za število, gre tudi za to, da so se resorji razdelili in na ta način je morda je omogočeno recimo gospodu Golobu, da določena področja, ki ga bolj zanimajo, da na svoje ministrstvo, zdaj z ostalim se pa v bistvu niti ne rabi ukvarjati potem. Se pravi, da recimo, če njega bolj zanima energetika, da se bo lahko res fokusiral minister samo na energetiko in se ne bo rabo zraven ukvarjati še s tretjo razvojno osjo in drugimi zadevami in s tem, ko se je to razdelilo, je nekako bil ta cilj dosežen. Zdaj,
Ali je temu tako, ali se bo res ukvarjal on samo s temi zadevami, pa ostalo prepustil, kakor bo pač šlo, bomo še videli. Ne? Upam, da ni temu tako in tudi upam, da te recimo malo manj znani kandidati za ministra, da se bojo izkazali kot boljši kot to, kar pač pričakujemo zdaj. Ne? In pustimo se presenetiti. Ne? V resnici nekega hudega upanja pa jaz tukaj ne gojim. Ne? Je prej razočaranje kot neko navdušenje, ne? Še posebej, če pogledam, katere resorje recimo je prepustil Levici in katere SD-ju, ne? Mi marsikaj tukaj res ni jasno. Ne? Jasno je samo eno, ne? Da s tem, da je vzel oba partnerja v koalicijo, ne? Se je hotel nekako bo rekel, izogniti ognju z leve. Ne? Ker če bi ustil enega izmed teh v opoziciji, potem bi pač doživljal napade tako z leve kot z desne. Ne? Na ta način jih bo pač dobil samo iz ene strani, kar vsekakor olajša obrambo. Ne? Ja, to absolutno. Mogoče je neki zrn soli v tem, kar praviš, Marko, ne? Ker jaz sem se recimo spraševal, zakaj je šlo področje športa na resor za gospodarski razvoj, ne? In turizem, ki ga bo vodil Matjaž Han, in če gre za to, kar ti praviš, mogoče je nekaj na tem. Ne? Ker recimo neko področje inovacij, ki je težko 200 milijonov leto, približno 10krat več kot recimo šport so pa Hanu, ne? Ki je skvota SD-ja vzel in so ga dal drugam. Bernard, ko ti misliš, da bo zdaj ta ekipa lahko funkcionirala? Vidimo, je veliko resorjev oziroma drugače, ne? A je Janez Janša na nek način naredil uslugo bodočemu mandatarju Golobu s tem pač predlogom za posvetovalni referendum, ker je zdaj Golob napovedal, da se bo vlada ustanovila po obstoječem zakonu, ker verjetno, kakor se sestavlja zdaj, bi ljudje, če že ne takoj, hitro, ne, saj po parih mesecih ugotovili, da je to nesmiselno, zdaj pa ima Golob šanso, ne, da v teh parih mesecih ugotovi, da ne rabi teh novih resorjev in ostane pri teh, ki jih že imamo. No, jaz ocenjujem, da bo šel z glavo skozi zid in da bo skušal, da bo nadaljeval. Ne nazadnje, menda bodo imenovali državne sekretarje kot protoministre, tako da jaz ne vidim, da bi se tu uklonil tem pomislekom Janeza Janše o številu resorjev. Mislim, da bojo to vsaj do jeseni speljali in konstituirali te sončne uprave oziroma fikus ministrstva. Tisto, kar je fascinantno, še enkrat je, da je dobil tako udobno večino, da bi po vseh peripetijah zadnjih 30 let nestabilnih koalicij, ko praktično zaradi števila koalicijskih partnerjev nisi mogel udobno vladati, je imel on priložnost razmeroma zelo udobne vlade sestaviti samo z SD-jem, naprimer, pa se je odločil za praktično, po mojem, glede na program, noro politiko, ker praktično, kot smo prebrali v koalicijski pogodbi, je stranka s 4 poslanci, Levica, dejansko kot da se obnaša, kot da je kingmaker. Praktično je celoten program Levice implementiran v koalicijski pogodbi. Jaz sem prepričan, da je ta koalicijska pogodba neuresničljiva zaradi finančnih omejitev. Praktično, če bi se začela resno uresničevati, bo prišlo prvič do revolta podjetnikov. Jaz mislim, da tako protipodjetniške vlade, kot je ta začetna retorika tega Goloba, je strašljiva. Naprimer, dejansko, če bi bil sam lastnik kapitala, bi zelo resno začel razmišljati o selitvi, vkolikor bi bila ta možna. Žal pa večini nas slehernikov, recimo srednjega sloja, sploh ni omogočeno, da bi se izselili iz države, ker to, kar napoveduje in prve akcije, recimo ta neka Teja Jarc, levičarska aktivistka, ki je povedla neko svojat skvotarjev na Plečnikov štadion, praktično napoveduje, da bo ta vlada oziroma ta oblast resno začela posegati v lastnino.
In tudi koalicijska pogodba o tem progresivnem davku na premoženje ne samo, da napoveduje, da se bomo morali državljani prijeti za denarnice, ampak da gre za eksistenčni strah. Tudi retorika, ki jo uporabljajo bodoči ministri, kakor češ, da so si nekateri prisvojili neka stanovanja, ki jih bo zdaj ta nova oblast nacionalizirala. Mislim, da gre za retoriko, ki spominja na leto 45. Jaz lahko zagotovim, da, vsaj kar se mene tiče, da mirno svojega stanovanja mesecu ne bom prepustil. Razumem. Marko, zdaj, kaj preostane v tej situaciji, kot jo je zdaj opisal Bernard, opoziciji? Ne? Zdaj številčno verjetno težko minira vlado na posamičnih glasovanjih, glede na razmerje, ki je v parlamentu. Kaj ti pol svetuješ? Naj pač se nasloni nazaj, pač prikriža roke in počaka, da to samo od sebe propade, ali mora biti proaktivna? Kaj ti svetuješ? Trenutno imamo v opoziciji precej bolj izkušene stranke, kot so te, ki so v koaliciji. Tako da mislim, da tukaj ne bojo imeli problemov s tem, kako naj delujejo. Predlogi zakonov, se pravi, mislim, da so jih enih 30 vložili takoj po sklicu parlamenta. Jaz ne vem, koliko ste jih vidva pogledala, jaz sem pogledal 4 in te predlogi vsebinsko se zdijo dejansko vredni obravnave. Tako da tukaj se je, bo rekel, kar en hud krik in vik dvignil v bistvu čist brez potrebe, ker dejansko te predlogi zakonov niso napačni. Zdaj seveda imamo lahko različne vsebinske poglede na to, ali bi morala, bom rekel, biti kriptovalute obdavčene s 5%, 10%, 7%, ali bi rabili res kompliciran postopek, za to enostaven postopek, ampak vsekakor je to področje, ki ga je nekako potrebno nasloviti in pač o tem voditi vsebinsko razpravo. Tako da jaz res upam, da bo koalicija zbrala toliko razuma in bo v teh zakonih izvedla dejansko vsebinsko razpravo, tudi če jih potem zavrnejo, da ne bojo šli tukaj samo, bo rekel, na način, da jih kot glasovalni stroj enostavno zavrnejo. Jasen razlog, ki se tukaj pojavi, je, da bojo oni pripravili še boljšega, še lepšega, še svetlejši zakon za to, in potem iz vsega tega ni nič. Tako da opozicija ima seveda poleg vlaganja zakonov, kar je njena popolnoma legitimna možnost, še ostale, bo rekel, repertoar ostalih možnosti. Tukaj definitivno smo videli že napoved referendumov, sledili bojo tudi interpelacije ministrov, upam, da bojo take, ki si bojo ministri dejansko zaslužili, ker v preteklosti, tako bo rekel, ko je bila leva vlada ali pa desna, smo že videli interpelacije, ki so bile bolj same sebi namen, brez nekega, bo rekel, resnega ozadja. Upam, da bojo tukaj pač vlagali smiselne interpelacije in to je pač seveda tudi naloga opozicije in pač še ostale možnosti. Jaz se nazadnje se spomnim, ko sem sedel v parlamentu, je SDS na neki pač vladi vršila v skladu s poslovnikom takšen način, da smo do 6 zjutraj sedeli v parlamentu in glasovali. Kar bo rekel, je neka metoda izčrpavanja ali pa to, ne vem točno, kaj so želeli takrat s tem doseči. Je pa dobro, da se ob tem zavedajo še enega drugega dejstva. Da bolj, ko ti nekoga napadaš, bolj ga tudi nekako na nek način enotiš oziroma poenotiš. Saj veš, mislim, da je Nietzsche izjavil, kar ne ubije, jača. Tako da, če bojo tukaj res šli brez nekega pametnega pristopa in samo golo v napad, se jim zna zgoditi to, da bojo v bistvu koalicijo naredili še bolj trdno, kot je že sedaj, če je to v bistvu sploh mogoče. Jaz tukaj vseeno ne bi čist tako verjel, da so v poslanski skupini Gibanja Svoboda res vsi tako enotnega mnenja, ne nazadnje gre tukaj za 41 ljudi. V bistvu sploh ne vemo, kdo so, pa tudi ne vemo, kakšnega mnenja so. Ne vemo, nekateri so mlajši in morda tudi bolj vročekrvni in se ne bojo pustili kar tako ukrotiti. Potem so nekateri starejši, ki se jim ni treba več tega početi ali pa ki, ne vem, že imajo za sabo kariero in so marsikaj že dali čez. Tako da tukaj
bi vseeno malo previdnosti, ali pa da se jim da priložnost, vseeno bilo smiselno, ne. Sploh ta džentelmenski pristop, 100 dni miru, mislim, da je bilo fajn, če bi to nekako uvedli nazaj v slovensko politiko, ne glede na to, da ga pa recimo prejšnja vlada ni imela, ne. Tako da bi bilo pa lepo, če bi to ponovno pač uvedli, ne. Zdaj, po izkušnjah sodeč, Bernard, koliko je Marko prevelik optimist, ki pravi, mogoče pa bo vlada oziroma vladajoča koalicija požegnala kakšen zakon, ki ga je vložila opozicija. Tega nismo ravno navajeni v Sloveniji. Močno dvomim, mislim, da imajo glasovalni stroj, zelo udobno večino. Mene je samo strah tega, da je v retoriki predsednika vlade in v koalicijski pogodbi slišati dominanten znak levice. Kot da ima levica 41 glasov, ne Svoboda, da je levica kingmaker. Pa če znaš šteti do 46, levica ni kingmaker. Je to verjetno Golob znak, glede na to, da praviš, da ima mesečni dohodek 45. Možno sestaviti brez levice, ker bo ta radikalen komunističen program zelo težko izvesti. In tu sem prepričan, da zakonske in ustavna vloga opozicije ne bo zadosti, zaradi tega, ker ta program praktično ruši ustavo, ruši zasebno podjetniško pobudo, ruši institut zasebne lastnine. Mislim, če se to implementira, jaz sem sicer optimist, da se ta koalicijska pogodba ne bo implementirala in da če ne bo šlo drugače, bodo gospodarji v Washingtonu, Bruslju ali Tel Avivu zelo hitro Goloba za ušesa, tako kot bi tudi Janeza Janša. Se pravi, tu imamo globaliste, ki bodo plesali natančno tako, kot bodo te centri moči odločali. In zelo povedno bo recimo odnos do Ukrajine. Vemo, da je Janez Janša zapeljal to v praktično pot hudega vojnega hujskaštva, da je praktično postal tekaški zajček za vojno opcijo v Ukrajini, v Združenih državah Amerike. Kaj bo zdaj prevladal v tej levičarski koaliciji, ali ta sentiment tega, da Putin ne bi obnavljal Sovjetsko zvezo, ali nek realizem, da smo v Evropi zabredli globoko in se trikrat ustrelili v koleno, da bomo jeseni imeli izjemne probleme z energetsko krizo, s prehrambeno krizo, z inflacijo. Skratka, cel splet teh ekonomskih kazalcev govori samo dol, dol, dol. In k sreči bo morala ta levičarska avantgarda se soočiti z betonom realnosti in da se po mojem tega programa enostavno ne bo dal izpeljati. Mislim, kakor trenutno kaže, ne, je bolj od tega, kakšen je bo odnos do Ukrajine, pomembno, kakšne barve čevlje kdo nosi, ne, v te koalicije. Ampak, lej, če povem samo en predlog tega zakona, ki je bil vložen, ne, je zakon o DDV-ju, ki nekako določa, da naj se energenti obdavčijo ne za višjo, kakor je trenutno, ampak za nižjo stopnjo DDV-ja. Ne. Zdaj, jaz ne vem, če bojo to, bo rekel poslanci Gibanja Svobode, kar tako gladko lahko zavrnili. Ne? In podobno je recimo zakon o fiskalnem pravilu, ne, kjer ne določa nič drugega kot to, da če ne izvolijo novega predsednika fiskalnega sveta, da se staremu podaljša mandat, dokler ni izvoljen nov in podobne zadeve. Ne? Tako da tukaj gre za kupico nekih predlogov, ki se slišijo, bo rekel, čist razumni in jih ne bo tako enostavno, bo rekel, zavrniti, oziroma če jih bojo zavrnili, me prav zanima, kako bojo uspeli to utemeljiti. Ne? Pa to ti je že zdaj povem, kako bojo to utemeljili, da jih je Janša vložil. In glede na to, da smo imeli referendum o tem, ali naj Janša še vodi vlado in da edino, kar drži skup to koalicijo, pač ta anti-Janša sentiment, potem na krilih tega sentimenta, saj jaz mislim v prvih mesecih vladanja, tu ne bo težko
zavračati. Saj, kar se tiče energentov, kar se tiče predsednika fiskalnega sveta, jaz mislim, da to ljudi niti ne zanima, tako da tam je vseeno, kako bi se odločili. Ampak tole sem vaju hotel še vprašati, ker gremo že kar počasi koncu oddaje. Marko, a je še kakšna druga opozicija, ki grozi v narekovajih ali pa nagaja lahko tej vladi, razen te parlamentarne, ne, klasične opozicije? Vidimo, da kolesarji petkovi so že napovedali, da bojo kar nadaljevali s protesti. Bernard je že omenil ekskurzijo na Plečnikov stadion. Misliš ti, da zna tudi ta civilna družba v narekovajih, ne, ki si šteje veliko zaslug za to, da je pač, bomo imeli tako vlado, kot jo bomo imeli, tudi biti neke vrste opozicija tej vladi? Marsikdo dojema rezultate teh volitev kot svojo lastno zmago. Ne nazadnje res, tudi Levica se obnaša tako, kot da so oni zmagali, pa so komaj da prišli v parlament. Mislim, da civilna družba si tukaj lasti tudi veliko zaslug za zmago gospoda Goloba, ampak kakorkoli obrnemo, vlada na koncu bo pa soočena z zelo realnimi težavami, ne? In še bistveno lažje je vedno biti v opoziciji, ne, kot pa v vladi. Ne. Spomnimo se samo gospoda Šircla, ne. Mislim, da je, ko je bil v opoziciji, 5-krat vložil zakon o znižanju DDV-ja, ne. Potem je pa postal finančni minister, pa kar naenkrat več ta ideja nekako ni prišla na njegov resor. Ne. In s tem, bodo soočeni tudi v trenutni vladi, ne. In ker potem te obljube, ki jih civilna družba pričakuje, ne bodo izpolnjene, bo se zna pojaviti tudi opozicija na ulicah. Ne? Ker, da pa to ne bo izpolnjeno, je pa verjetno že vsem sedaj jasno. Ne? Bernard, v prejšnjem mandatu smo seveda doživeli, da sta opozicija pa vladajoča koalicija zamenjali vlogi. Računaš, da se lahko kaj takega zgodi tudi v tem sklicu parlamenta? Ne, jaz napovedujem, da bo ta mandat izpeljan do konca, se pravi ta sestava državnega zbora, se pa utegne zgoditi, da pa morda z drugim predsednikom vlade, ker dejansko, če znaš računati, ne, in če ni znotraj teh 41 poslancev Svobode nekih krtov psevdodesnice, kar močno dvomim, mislim, tako monolitne v nekem smislu in lahko vladljive sestave državnega zbora nismo imeli v 30 letih. Ta cunami, ki se je zgodil, ta konsolidacija tega korpusa levice je neverjetna. Res je sicer, da jim je zmanjkalo do ustavne večine, da tu vendarle do sprememb ustave v tem mandatu sem prepričan, da ne bo prišlo. Hvala Bogu. Hvala Bogu, ampak ne bi pa stavil, naprimer, ne bi stavil na to, da bo gospod Golob predsednik vlade 4 leta. To pa ne. Prepričan sem, da predčasnih volitev ne bo. Bo pa zelo pester mandat. Zaradi, mislim, zunanjih okoliščin, mislim, svetovnih, ki bojo prizadele Slovenije, ljudje se ne zavedajo, kakšna gospodarska kriza je. Mislim, kaj se dogaja z inflacijo. Inflacija bo absolutno ekonomski problem številka 1. Dejansko je inflacija že dvoštevilčna v Sloveniji. Ljudje, tisti, ki kupujemo vsak dan v trgovinah, vemo, o čem govorim, in to bodo problemi. Pa potem še slaba javnofinančna slika, visok 3 milijardni obsegajoč proračunski primanjkljaj. To so izzivi, s katerimi se bo morala vlada soočiti. In o teh izzivih se bomo seveda, če ne drugje, pogovarjali pri nas v naši oddaji. Za danes pa magister Bernard Brščič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako konstruktivna naj bo opozicija, že 737. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kdo je kriv za poraz Janeza Janše na zadnjih volitvah. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.